kar pride, nič ne vpraša? Kdo darove nam prinaša? Regrat, dež in ptičje petje, prvo pomladansko cvetje, vroče sonce, toplo morje, lep izlet v visoko gorje. Kostanj, gobe, sadje zrelo, listja rajanje veselo, ples snežink, bleščice v snegu, sankanje po strmem bregu. Kdo vsem tem nas obdaruje? Kdo nikoli ne miruje? Kdo se vedno znova vrne, kadar leto se obrne? Lepo pozdravljeni, ime mi je Cvetka Sokolov in sem po poklicu učiteljica angleščine, delam na Filozofski fakulteti in imam svoj poklic izredno rada. Tako da tudi, če bi lahko živela od pisanja, se mu ne bi hotela odreči, bi pa mogoče pristala na nekaj ur manj obveznosti, da bi lahko več pisala, ker zdaj lahko pišem predvsem v svojem prostem času, oziroma izključno v svojem prostem času, kar je zlasti v času dopustov, in če pišem kaj daljšega, pomeni, da en roman nastaja 2 do 3 poletja. To pa je kar težko. Pisati sem si želela in biti pisateljica že kot majhna punčka. Zlagala sem otroške pesmice, ki so bile pač temu primerne. In ko sem bila malo starejša in bi se bilo treba opogumiti, tega poguma ni bilo samozavesti. Zdelo se mi je, da ne bi bila dovolj dobra, dokler se nista rodila sinova. Z njima sem še enkrat predelala vse čarobne zakladnice in zaklade slikanic in drugih del za otroke iz svojega otroštva, začela spremljati, kaj sproti izhaja, in se opogumila zlasti preko pripovedovanja zgodb s svojima sinovoma, ki sta v tem zelo uživala in ves čas zahtevala eno in isto zgodbo, ki je skozi to pripovedovanje postajala vedno boljša, vedno bolj dodelana. In nekega večera sem se opogumila, jo zapisala in jo ponudila v objavo Cicibanu, v uredništvu Cicibana. In urednice so bile nad zgodbo navdušene, hitro je prišlo do objave, prvo zgodbo so mi ilustrirali, Nepozabno doživetje in veselje, ki me je spodbudilo, da sem pisala in pisala naprej in nikoli nehala do današnjega dne. Moja prva knjiga, slikanica Rdeča hiša, ki seveda ni samo moja, nobena slikanica ni samo slikanica avtorice ali avtorja besedila, skupaj sva jo naredila s Petrom Škerlom, je nastala 2-3 leta potem, ko sem začela objavljati, in je med mojimi ljubšimi deli že zato, ker je prva. Kasneje, ko sta otroka odrasla, sem začela pisati zahtevnejša dela, časovno zamudnejša, ker sem pač imela za to več časa. In v 3 poletjih so nastali 3 daljši romani za starejše bralce, za srednješolce. V zadnjem času pa sem napisala 3 tanjše romane za zadnjo triado osnovne šole in med njimi je tudi tale zadnji roman Raje umrem, ki je morda nekoliko lahkotnejši, kot so sicer moji romani za najstnike, problemski romani, ki obravnavajo predvsem težke teme. Tale pa je nekoliko lahkotnejši in je eden od redkih, kjer sem se precej naslonila tudi na svoje izkušnje kot najstnica. Sicer sta me ves čas, ko sem pisala za majhne otroke in še zdaj, ko pišem za majhne otroke, me navdihujejo predvsem spomini na čas, ko sta bila moja 2 sinova še majhna otročička, zdaj sta odrasla. Medtem ko navdih za ostala dela pa dobivam s tem, da hodim po svetu z odprtimi očmi in ušesi, veliko berem in ko preberem ali slišim za kakšen problem, ki me prizadene, pa nanj odgovorim v svojem romanu. Prebrala bom odlomek iz tega lahkotnejšega romana, v katerem je glavna junakinja in pripovedovalka Ajda in prav na morju
dobi svojo prvo menstruacijo. Za vsak primer si okrog pasu zavežem tisto lahno morsko krilce. Nič sumljivega. Včasih to naredim tudi sicer. K mreži odnesem enega od stolov in nanj nakopičim svoje priročnike. Cela zbirka jih je. Enega mi je lani prinesel dedek Mraz, drugega mi je za 11. rojstni dan podarila Brina, z ostalimi pa me je založila teta Anita. Od mojega 9. leta skrbi za to, da bom pravočasno vedela, kar mora vedeti vsaka punca. Vsako leto mi poleg tega podari dnevnik in planer Moje čudovito leto. To je skrivni dnevnik s ključavnico. Na prvi strani piše: strogo zaupno, ne beri. Sama bi dopisala še: s tistim, ki bo moj dnevnik vseeno bral, do konca življenja ne spregovorim niti besedice več. Za vsak primer, če bi ključavnica zatajila ali bi jo komu uspelo na silo odpreti. Če vas zanima, kako gre naprej, pa vas vabim k branju.